En lep pozdrav na poti domov. 5. dimenzija, tam je toliko tega govora, pa shift, pa tako, ampak na nek način to pomeni priti k sebi domov, priti v svoj višji jaz, v ta svoj pravi jaz, v ta jaz brez mask, v ta jaz, ki govori o sebi, ta jaz, ki govori iz sebe. Tisti segment, kjer nehamo pretirano gledati na okolico. Boste rekli, zdaj Turšič, kaj zdaj govoriš? Ko govoriš o okolici, da kako funkcionira, zdaj pa o sebi. Absolutno je prav, da spremljamo okolico, vendar ne samo okolico, prav je, da se več časa posvetimo sebi, sami sebi in delamo tiste stvari, ki jih imamo radi. Boste rekli, daj povej kaj novega. Pejmo domov. Dostkrat smo imeli občutek, da moramo, preden pridemo v ta svoj domov, začeti delati vse prav in moramo biti perfektni, ker če ne bomo perfektni, ne bomo mogli priti domov. Pa temu nič izglih tako. Načeloma, ko prihajamo domov, smo in umazani, in ranjeni, in brez keša, in lačni, in razjebani od bitk in potovanj, a ne? Torej, iz vojne, v kateri se nahajamo, mi smo bili vsi na preživetvenem nivoju, torej survival mode, nekje bitka za bitko, smo bili boje samim sabo in okolico in potovčeni, okrvavljeni, raztrgani in razbiti, izmozgani in izčrpani prihajamo domov. Ne se obremenjevati s tem, da ste naredili v življenju napake, vendar po drugi strani ne smete sami sebe izdajati s tem, da ignorirate intuicijo in zavračate vse tisto, kar zares v sebi čutite. Vse prevečkrat smo, zdaj recimo opazujem malo na spletu, mnenje drugih mnenja pa ne upoštevaš, o tem smo se že menili, ne? Ljudje izrazimo nek statement, torej neko izjavo, ki največkrat sloni na nekem lastnem izkustvu, a ne? Moja vsaka izjava sloni, je mogoče nekje izhodišče, vendar jo potrjujem oziroma s svojimi besedami zapakiram skozi lastno izkušnjo. In tle se ljudje dostkrat začnejo spotikati, v smislu to pa ne moreš tako, ovo, in tle v bistvu je naša labilnost ali pa naša stabilnost tista, ki reče, jaz vem, kaj je prav, ti veš zase, kaj je prav, vse dobro, jaz mislim, da to ni zdaj, če pa češ, pa deli po svoje. Jaz upam, da mene nikoli ne jemljete, da vam karkoli posiljujem, dajem vam le dobro namerne nasvete, kaj bi bilo prav, pa vendarle vem, da marsikdo izmed vas je zataknjen v neki točki in ne more se odlepati naprej. Zdaj, katera je ta točka, mora vsak sam pri sebi vedeti, a ne? Zdaj, nekako smo probali tudi to ravno pa okroglo zemljo. A veš, to je neko prepričanje, ki porka špinčič, zdaj ne mogo spustiti od zadaj. Sej, če črto potegnemo, se je vsem šmoren ali okrogla, kvadratna, ploščata, velikanska, majhna, na koncu je čisto vsem šmoren. Kajti tudi debata o obliki zemlje je fokus ven iz sebe. A ne? Kako so piramide gradili, kakšna je bila Tartarija, kako so nam zabrisali zgodovino, vse to drži. Ampak to je defokus stran. Veš, tudi to, zdaj pa golob, pa uno karfiolo prinesel, pa je zdaj vse v redu, pa fuzbal, pa ne vem. Vse to so stvari, da nas defokusirajo stran od sebe. Medtem, ko vas jaz prepričujem, naredite kar čte, ampak jaz sam vem, da je bistvo priti v sebe, k sebi, v svoj pravi jaz, k sebi domov. In to, kar si, mora biti stabilno. Ne sme biti labilno. Mi stabilni, bom drugače začel, najbolj labilni smo bili na čustvih. Tle smo bili zmeraj zamajani, a ne?
sploh recimo v mladosti nam je ljubezen zmešala glavo, na brzino smo bili čez druge, ali pa ne vem, dobra služba, pa to, pa zdaj pa denar, pa ovo, pa je to na ego stvar pritisnila. Ali pa ne vem, sem bil pa, ne vem, ko sem jaz bil v Švici, pa sem v Švici videl ovo in ovo, ali pa sem šel v Sankt Petersburg, pesto sem bil kar frajer, sem prišel nazaj, pa jaz sem bil na Islandiji, pa v Sankt Petersburg, jaz sem videl nekaj sveta, se to vse res, veste. Ampak nekako so nas te stvari zapeljale v nekaj, kar nismo. Super je vse te dežele videti, veliko potovati in raziskovati, vse to je super krasno. Zadnje 2 leti, recimo sam pri sebi gledam, sem zelo nemobilen, pač nimam avta in sem nekako mogel začeti drugače potovati in potujem po svoji čebuli, po svoji notranjosti, po svoji okolici notranjske in nekako potujem takole prek interneta naokrog. Mislim, da je prav. Mislim, da je univerzum mene prav nekaj časa vozil, dajal mi spoznanje, dajal mi lekcije in na koncu mi oduzel vse, kar ne potrebujem za to, da sem ta prehod oziroma v tem zadnjem obdobju 3 let se posvetil in poglobil, se posvetil sebi in se poglobil sam vase. Zdaj, na to potovanje k sebi, seveda, jaz vas nekako vabim, ne morem pa, nikogar se pa ne da prisiliti in je nemogoče kogarkoli siliti v to, da se bom rekel, gosence prelevi v metulja. Vsak more sam se odpeljati. Dejstvo pa je, da vsakemu pritiče svoj čas. Zdaj, načeloma je vsak na svoji točki točno tam, kjer more biti. Vendar, ko smo na stopni zavedanja, se tega zavedamo, da je to prav, kadar smo pa na stopni nezavednosti, nezavednega, takrat pa v bistvu nismo na pravi poti. Mi se moramo zavedati svojega stanja, konec koncev tudi zavedati se, vem, da nič ne vem, ker učenju kot zgleda, kot opažujem sam pri sebi, ni konca. Zdaj najbolj bistveno je, da se zavedamo, kako je bila pravzaprav vsa medijska zgodba in vsa indoktrinacija res teater, da mi ne bi spoznali svoje prave neskončnosti. Mi dejansko smo neskončna bitja v formaciji, v energiji neskončni, v trajanju, v času smo brezmejni in življenje tukaj na zemlji smo vsi dojemali kot nekaj minljivega, nekako nas je ta sistem, ta teatrski sistem prepričal, da so te trenutne zadovolitve bistvo življenja. Pa če se vrnem nazaj na zaljubljenost v mladosti, dobra služba, neko potovanje, ampak te stvari so vse minljive. Nobena stvar od teh ni večna na način, kot je večen naš višji jaz, kot je večna duša. In zdaj nekako v to dostopati ali pa iz tega nekako izhajati. Zdaj, ja, res se nahajamo v aktivnem prehodu, zdaj smo imeli v nedeljo o tem, shift je tle, zelo aktivno se dogaja, jaz ga občutam na en kup načinov, tudi vas spodbujam, čeprav bolj švohni upate ali pa znate ali pa uspete nazaj napisati, nekako morate razumeti, da moja ideja je že v osnovi, da nas nekako malo skrb zberem isto misleče in isto delujoče. Zdaj, v tej fazi, na tem mojem potovanju sem srečal mnogo prevar, o katerih seveda tudi na glas povem. Zdaj sem pripeljal do tle, kar je, pa pejmo čist do konca, da ne bo pomote vsem in vsakemu želim vse dobro in nekako danes zjutraj sem rekel, naredil kratek video na TikToku v kontekstu, če bi vaš otrok naredil eno pizdarijo, neko neumnost, nekaj, kar ni prav in bi to skušal prikriti. Vi kot starš ga seveda uočite, vidite zadevo, da je stvar naredil, da se vam laže
kakšen nasvet bi vi dali temu otroku? In prav bi bilo, da o tem razmislite in ta isti nasvet date sami sebi. Grem nazaj. Vsi v življenju smo naredili napake, vsi v življenju smo delali narobe, zaradi tega, ker smo mislili, da delamo prav, ker tako dela cela. Vsi delajo tako in delam tudi jaz tako in kaj pa je, se zlažeš, pa je. Ne? Zdaj, vsi smo falili, dejstvo pa je, da moramo spoznati, da smo falili in ne tega nadaljevati. Jaz sem milijonkrat rekel, vsem vse odpuščeno, pa to ni na mojem zevniku zraslo, da ne bo pomote. Grehi so vsem odpuščeni, vendar je treba prenehati z delovanjem napačnim. Pa če se vrnem nazaj na otroka ste dobili, ki je naredil pizdarijo in se laže, a ne? Kaj mu boste dali nazaj na svet? Boste rekli, ja, bože mili, to si ga pa dobro usral, veš. Lej, bomo tole zrihtali, ali se pač bo zrihtalo, ali pa ne se zaradi tega žret in sekerat, zavedi pa se, da to se ne sme in zavestno se trudi, da tega ne narediš nikoli več. Kajti, če boš to še ponovil, se moraš zavedati svojih posledic. Imaš svobodno izbiro, ali boš naredil dejanje še enkrat ali ne, vendar zavedaj se, da temu pritičejo posledice, consequences, boš nosil odgovornost sam, a ne? Ne vem, karikiram mulc, ne vem, naredi s šrofem cigarjem luknjo v fasado, ne? Zdaj, ajde prvič, ajde nekaj, ne vem, kva, nisi bil pozoren, ampak drugič pa bo mogel on to nekak iz šparočka porihtati, ne? Da mu daš v šparot, pa šparot odpreš, pa daš tistih 5 evrov ven, pa rečeš, tole je pa še 2 evra si mi dolžen za popraviti fasado. Mogoče sem dal slab primer, ampak hočem vam nekako nakazati, dajte tisto, kar dajete na svet drugim, kar bi dal dobronamerni nasvet bi dal otroku, dajte ta dobronamerni nasvet tudi sebi in upoštevajte ga. Kajti, ta shift, prehod, dvig zavesti od nas zahteva avtentičnost, pristnost in telepatija, teleempatičnost je v bistvu med nami že mogoča, vendar v telepatiji se ne da nič skriti, a ne? Ker to, kar je v meni, je staknjeno z enim dušnim svetom. To, kar je v vas, je staknjeno z enako zavestjo. Sicer se jo ne zavedam, te verjetno tako kot jaz, pa tudi jaz se jo ne zavedam tako, kot se jo verjetno šele bomo, a ne? Vendar tam zgori se ne da prikrivati, tam gor se ne da lagati. Ne moramo, aboriđini med sabo niso lagali, v plemenu ne sme obstajati laž, kraja, prevara in manipulacija. Zdaj, vse te stvari, torej laž, kraja, manipulacija, zavaravanje, prikrivanje in ne vem kaj, vse to je v tej družbi družbeno normalno, ne? Celo sprejemljivo in celo zaželjeno in celo podplačano, a ne? Da je norost še večja, je zdaj LGBT nekako predtem Evrovizija s svojim satanizmom, zdaj pa LGBTQ plus proba normalizirati to norost in ne moramo sprejemati norosti kot normalo, kaj ne? In zdaj, če grejo vsi tako, no pol bomo pa vsi. No, jaz ne, a ne? Zdaj temu se reče tudi navaden bullshit, ne? In dejansko Feniks vstaja iz tega bullshita, a ne? Jaz enostavno ne kupam tega sranja in ga ne bom nikoli trdil, da je normalno, pa da bi rekel, ja no, kaj pa češ, pa ne se, kar ne se, itak so butasti, pa ne delajo, kar čejo. Ne, butavost v plemenu nima kaj delati, a ne? Ne bodo oni butasti, kaj me boli kiki, sam ne v moji družbi in ne morajo biti financirani strani družbe. Medtem, ko je vsak izmed nas, vsak izmed nas obrača te evre, a ne? Mislim, nekako si jih moramo not prinesti, ne? Oni bi jih pa dobijo, zaživijo, pa bodite bedaki, a ne? Meni jih noben da, od mene plave kuverte dobivam, ne pa podpore države, a ne? In ne more država in ne sme država podpirati satanističnih stvari. In to je tisto, kar jaz pravim, dajmo na te stvari opozoriti in
Saj se ne bomo nobenemu nič maščevali, ampak ne bomo dovoljevali. Norost je razpasla se do neslutenih širin in je nesprejemljiva in nekje se mora stvar ustaviti. Ja, kako se bo ustavila, zdaj, če se zdaj dotaknem te stabilnosti, kaj sem rekel, ljudje smo stabilni, pa smo nestabilni, pa smo labilni, tako. Težko postavljamo pravila drugim, medtem ko sami nismo v stebru moči. Pa to zdaj nekako na Biblijo naj vrže kamen prvi tisti, ki je brez greha. To tudi oni malo računajo. Zato je prav, da mi odvržemo stara bremena. Ne vem, na bojnem polju si rabu in puško, rabu si in ruzak in rabu si ne vem kaj. Zdaj nismo več na bojiščih. Odloži vse, kar ne rabiš in pridi domov, da se očistiš, pozdraviš in umiriš. Ne? To je tisto, da se vračamo domov in dajmo nekako odložiti tisto, kar ni naše in ne biti labilni. Kar je prav in kar je narobe. To vemo vsi. Samo moramo mi to zagovarjati. Ne da pridem papak iz društva LGBT pa reče, kaj niste tu, mi smo ranljivi, morate biti, vi ste homofobni, ne vem kaj. V bistvu so oni zelo precej nasilni in mi v takih stvareh ne moramo padati. Ne moramo reči, prav pa naj bo, pa dajte moje mulce v šoli naučiti, kako je fajn spol si zamenjati, pa kako je normalno 64 različnih spolov imeti. Ne, to so mentalne bolezni, to so nič bolezni, to so totalno izkrivljeni in zamaknjeni umi, ki probajo normalnemu človeku dopovedati, da je nenormalnost normalna. Nekako so se dotikali tega, da pametnejši odneha, pa ne bomo mi odnehali, pametnejši smo postavili mejo in smo rekli, dosti je. Jaz zase to govorim in spodbujam, kolikor se da široko, da bi vsi to zagovarjali, a ne? Da bi vsi zagovarjali, da norost ne more pelati čez vse in norost ne sme biti dovoljena kot nekaj samoumevnega. Seveda pa mora vsak izmed nas se postaviti v svojo trdno odločnost, to je prav in ne odstopam. Pika. Mi moramo se zavedati, da so ljudje na javnih mestih, na javnih pozicijah, na visokih položajih, vsi v času korone so vsi na javnih pozicijah in mestih v javni upravi in javnem sektorju vsi bili deležni kršenja pravic, zakonodaje, ustave, etike, morale in božjih zapovedi. Ne? Nekako računajo, da bomo mi kar pozabili, ne, sej pa to je bilo, pa zdaj malo bo vreme, pa tako. Nismo pozabili in ne bomo pozabili, ne bomo se maščevali, ker to ni v naši domeni, enostavno v prihodnje pa teh stvari ne dovolimo, zaradi tega, ker itak že vse piše. V ustavi vse piše, kaj smejo in kaj ne smejo in kaj se zgodi, če naredijo nekaj, kar ni dovoljeno. In zato imamo kazenske zakonodajo, zato imamo ustavo, mi imamo vse že določeno, sam drži se noben tega ne. Najprej oni, kar so kršili, niti mi, ki bi mogli na to opozoriti in v bistvu reči, zdaj pa sem mal. Alo, zdaj pa pet ti sem mal. Kaj se ti greš, kaj si ti naredil, kako ti lahko promoviraš cepivo, za katero ti nimaš pojma? Je tako so mi rekli, to star, kdo je tebi to rekel? Pa z vrha dol. Ne bo to treba, je pa prav, da se znotraj sebe tega zavedate, da beni mater ne bojo. Imamo mi bele klobuke, imamo mi vojsko, ki bo to porihtala in že rihta. In v bistvu gledamo predstavo, teater, novice so teater, odvedno bile in tudi zdaj so. Ampak zdaj jih mečkam že dirigirajo naši, zato da se ljudem odpirajo oči, da pridemo do točke in rečemo pa dober, pa kaj je zdaj, pa to pa res nenormalno. Ja, bravo, res je, ni normalno, že 50 let ni normalno. Sem zdaj, eni so skontali malo prej, eni malo pred korono, eni za časa korone, eni bodo pa pač zdaj mogli priznati, da v bistvu sodelujejo v nečem, kar je daleč stran od normalnega
in daleč stran od tega, kaj je prav. Zdaj, če delaš nekaj, kar ni prav, delaš narobe, mislim, domov ne moreš tak, ne? Moraš, doma v plemenu so plemenske lastnosti in ne moreš z neplemenskimi lastnostmi prideti domov. To sem dal zdaj kar primerjavo. Sam k sebi domov ne moreš iti v sebe, če delaš proti sebi in proti sočloveku. Če delaš nekaj, kar ne želiš, da drugi tebi delajo, pol ne moreš priti domov, kaj ni to tako. Pa to so spet stvari iz 2000 let starih zapisov. Vendar ljudje srečajo, kurce pa ne bo nekaj videti. Sej naven ni, sej ne rabi noben v bistvu videti, kakšne smo naredili napake v življenju, čeprav jih najrej s prstom pokažejo. Ampak sami sebi moramo priznati, tole ne gre več, tole ni prav in tole jaz več počel ne bom, kaj pa bom, počel bom tisto, kar počnem rad in kar je prav. Kar bi želel, da drugi meni tudi počnejo. Ne, da počnejo meni tisto, kar jaz počnem drugim, pa ni prav. Zdaj, nivojev, kaj in kako je kdo delal narobe, je očitno nebroj. Piramidna shema je tisto, kar je bilo vodilo sistema. In sam političen ustroj nima moči, če nima od spodaj, bomo rekli, volilne baze oziroma svojih pomočnikov, ki skrbijo za to, da se ustvarja nemir in kaos. Deli in vladaj, Zdaj, Ivo Balila je naslov komada Iztoka Mlakarja, ki krasno opisuje, kakšne imamo privržence v svoji družbi. On pravi, eno je človek, drugo je mona. In resnično ljudje so bili na konkretnih položajih brez morale, brez etike, brez vesti in so izključno delali za svoj dobrobit. To pa prihodnost, zlata doba, ne pije vode. Zdaj, načeloma je odmik od starega sveta že čuten, se že čuti. Zdaj nekateri smo mičkan bolj potegnili naprej, nekateri ste prelezli do neke točke in capljate, ne upate zdaj narediti zadnjega preskoka, da ne boste slučajno se zmočili, smatrate, da nimate dovolj moči. Imate moč, imate, če vam kaj manjka, vam manjka pogum pa odločnost, da rečete, dober, ne grem se tega več, pa pika. Nikvam pa pol, ne sprašuj se ti to, kaj boš pol. Ti sam veš, da to, kar dogajaš zdaj, je nesprejemljivo, postaja nepodnošljivo, torej ne morete niti več sami prenašati. V bistvu zaradi tega trpite, ste ujetniki lastne situacije, iz katere ne upate skočiti, in ako veste, da vam je situacija toksična in vas vleče v vašem, namesto da bi poleteli, vas drži dol, Zdaj, nekje se čaka in scare event, torej event zastraševanja, kar se mi zdi bolj, to se govori par mesecev nazaj, zdaj pa mislim, da scare event ne bo prišel. Nekako se mi zdi, da smo bombardirani z energijami ljubezni, z energijami mehkobe, z energijami, kjer bo verjetno vsak posamezen človek se usedel in bridko zajokal. Ko bo človek zagledal svoja lastna napačna dejanja, verjetno jih mnogi že zdaj gledajo, kakšno škodo so ustvarili svojim bližnjim, svojim ljudem, s katerimi so bili v kontaktu, v stiku, v življenju, v razmerju, skozi življenje, in marsikdo tega pritiska ne bo prenesel. Smatram pa, da se bo s pomočjo tega, bom rekel, zavedati se, kaj si na kuru, da se bo prek tega zavedanja marsikdo spreobrnil, z joko v bridko in se spreobrnil in nekje prosil odpuščanja.
Zdaj prositi odpuščanja se ne pričakuje, da kdorkoli, kogarkoli prosi, ako se bo to dogajalo, vendar da v bistvu človek res sam pri sebi razpuca in odpihne stran tisto košaro sranja, ki ni v redu. Preteklost, temna, slaba, težka, napačna, naj ostane nazaj, otrok zajebal si, zdaj pa gremo na frišno. In na frišno pa pomeni, da se to ne sme več početi. In to ve zvezdica Zaspanka, in to je zakon ljubezni obvezno, in to je zakon vesolja, ki deluje v smeri dobro. V thrive se temu reče, prevede se pa v razvijanje, v svakog dana, v svakom pogledu sve više napredujemo. To je prevod besede thrive. Dočim živeli smo pa v svetu, ki je deloval kontra thrive, torej uničevanje življenja in v bistvu degradacija življenja, in vse, kar je, se je treba samo krog obrniti pa reči, ok, ne grem več v uničevanje sebe, drugih in narave, ljudi in živali, ampak želim prosperirati sam pri sebi, sam v sebi in drug z drugim. Zdaj, mnogo je besed o tem, da se ta preporod, stopnjevanje preporoda stopnjuje, nekje se čedalje bolj, čas se gosti, če temu tako reči. Čedalje bližje smo točki preloma, kjer bo seveda moglo priti na videlo, kjer se bo moralo nekaj končati, nekaj začeti. Rekel sem, da vsi ti datumi jih pustimo na stran, dam roko v ogenj, da se do novega leta zagotovo stvari obrnejo. Še predtem pa je čez 3 oziroma 4 dni solstici, kjer se prevesi spet energetsko nekaj, kjer se dodaja v ta shift še dodatnih energij, v katerih pa je prav, da uživamo in sprejemamo kode, ki prihajajo v nas, kolikor se pač da. Torej, da smo čim bolj poravnani s sabo, da se čim manj obremenjujemo z okolico, da se ukvarjamo sami s sabo, da se prepustimo toku ljubezni, da se prepustimo vsem tem frekvencam, pa naj si bo piskanje v ušesu, naj si bo občutiti mravljince, vse to dajte probati res občutiti. Občutite, kje so, ali so samo na hrbtu, ali so celo po stegnih, ali so na prstah od roke, ali vam se tle kakšne pikice ob očeh pokažejo, a piska levo uho, piska desno, a je višji pisk, kakor je bil, in tako naprej. Bodite pozorni, dajte se predajati temu, ne zanemarjajte tega, če karkoli delate in v bistvu začutite, da zaslišite piskanje v ušesu, ustavite se malo, pa mu posvetite pozornost. Bo kar v redu in bo kar prav, kajti gremo na višjo, oziroma nižjo, kako se reče, višjo gostoto, torej bolj redko je vse skupaj, zrak ima nižjo gostoto, let ima pa višjo gostoto. Skratka, mi gremo tam, kjer je manj gosto, torej 5. dimenzija, ta materialni svet negativno konoteranih življenjskih procesov. A sem dobro zakompliciral, ne? Vse v življenju nekako gledamo iz negativnega aspekta, mislim, vse preveč ljudi to tako počne. Joj, kako bom to, pa v službo bom zamudil, joj, pa kaj bo šef rekel, joj, pa kako bom uno rešil, joj, pa poldne moram pa še uno pizda, pa še tam se mi je uno. In je tam nekih stvari, ki vas defokusirajo od tega, da bi prišli k sebi v svoj domov, tega je nebroj. Dajte biti toliko zavestni, da date sebe na prvo mesto, da definirate, kaj je prioriteta. A je prioriteta šef, a je prioriteta država, a je prioriteta, ne vem, ali ste prioriteta vi. Če ne boste dali sebe na prvo mesto, to sistem nam je razlagal tako, da v bistvu vedno moraš najprej za druge poskrbeti. Ni res. Jaz sem reševalc in ena zelo dobra taka je, nekoga vidiš, ki je padel v vodo in zdaj ga deroča reka ga nese, in če ti sam sebe ne boš prevezal s špago, pa boš kar skočil za njim, imamo naenkrat v vodi 2. Torej tega, ki je ga voda odnesla, pa še mene. A ne? Zmeraj moraš najprej zaščititi sebe. Ne nuca nekomu
skočiti v ogenj ali pa v reko, če mu ne moreš pomagati. Enako je z nami. Ne moramo mi nikomor pomagati, če sami nismo stabilni in sami nismo rešeni v svojem bistvu in jedru. In dajmo razumeti, da defokus ven iz sebe je stvar matrice, ki jo je počela od prapamti veka. Začenši z obrekovanjem. A veš, kaj je Jože naredil? Kaj te briga, porka mater, presep poglej, ne? Da veš, kaj sem pogruntal. To je prav. In to je tudi recimo, ko sem večkrat rekel, ne mi linkov pošiljati na vse možne načine. To mene ne zanima, to je isto k klevetanje. Kaj si ti nagruntal, to pa zelo rad preberem, ker to je tisto, kar iščemo, vse to, o čemer se pogovarjamo, torej prepoznavanje delovanja sistema, ni zapisano v nobeni knjigi, kot ni zapisano to, kam zdaj prehajamo v 5. dimenzijo. Jaz se trudim vam na dnevni bazi, kakorkoli, vam čim več teh mojih lastnih spoznanj in občutkov prinesti ven, ker to je tukaj in zdaj, pomembno za tukaj in zdaj, ker prehod, ki se dogaja, 27,000 let baje smo bili v čarobnem uroku. No, tako nekako, zdaj, je to res ali ne bom se v to poglabljal pretirano, za moje pojme je tukaj in zdaj najbolj bistveno, da znamo biti stoični, da nismo zapeljani, da nismo labilni, torej da imamo da smo čustveno zreli, da smo čustveno stabilni, da nas ne zamajajo mnenja drugih, da če smo nekaj spoznali in dognali, za tem stojimo, ker to je tisto, kar vas pelje vsakega izmed nas v svoj domov. Ne se bati svojega domov, nikoli. Mogoče zgleda strašljivo, ker je en kup stvari, ki nekako na poti domov boste zagledali, kaj ste naredili narobe, koliko škode ste naredili drugim. Zato je ta pot strašljiva. Ampak ne se jo bati. Če hočete domov, pejte čez to, opravičite se. Sam ne nadaljevati stvari delati narobe. Nikoli več. Želimo iti v dobro družbo, v krasno zlato dobo, kjer bomo imeli in patente, in denar, in zdravje, in naravo, in dovolj vsega za vse. Vendar družba želimo, da je čista, lepa, zdrava, sinhrona, da smo pleme, da smo družina, da smo v svojem bistvu to, kar smo, in da smo ljudje z dušo in srcem, čistimi nameni in dobrimi, dobrimi nameni za vse in vsakogar. Prav? Želim vam, da ste mirni, da se malo staknete z zemljo, da se razelektrite, da stopite v naravo, da ste hidrirani, predvsem pa, da vzdržujete pozitivne misli, si oprostite pretekla dejanja in delujete tako, kot je prav. Vse dobro, vsem. Čau.